Spoštovani, lepo pozdravljeni na osrednjem tedenskem bogoslužju. Naslednjem tednu smo vabljeni na naslednja srečanja in bogoslužja. Jutri v ponedeljek je cerkev odprta za tihe molitve ob spremljavi krščanske glasbe, ker je prvi ponedeljek v mesecu, bo duhovnik Danilo Jovanovič prebiral tudi psalme. V sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje, naslednjo nedeljo ob 10. uri pa osrednje tedensko bogoslužje. V naslednjem tednu je organizirana molitvena veriga v obliki posta. Vsi, ki bi želeli pri tem sodelovati, se lahko obrnejo na Lejo Brkič. Nedeljo 17. decembra, to je čez 14 dni, ob 17. uri, bo božični koncert z bazarjem. Na bazarju bomo lahko kupili izdelke, ki so jih izdelali otroci in veroučiteljice in Iva Jelič-Stanojevič. Vsi, ki bi želeli prispevati k ponudbi na bazarju, lahko svoje izdelke, to so na primer piškoti, marmelade, razne druge lepe stvari, prinesejo naslednjo nedeljo in jih izročijo Ivi Jelič-Stanojevič. V imenu cerkve čestitamo, čeprav ga ni med nami, Denisu Vrajtu, ki je osvojil prvo mesto v svoji kategoriji na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki. Marija Barborič, koordinatorka srečanja starejših vernikov naše cerkve, je sporočila, da bo srečanje v cerkvenih prostorih v torek 19. decembra ob 4. popoldne. Torej, čez dobrih 14 dni bo srečanje starejših v cerkvenih prostorih, to je v torek ob 4. popoldne, 19. december. Imamo pa še eno prav posebno obvestilo. Danes praznuje 100. rojstni dan pionirka naše cerkve Antonija Ivaneš. Čeprav ne more biti med nami, ji bo ta aplavz prenesel kamerman in posnetek. In ob tej priliki smo zanjo pripravili tudi posebno plaketo, ki jo je pripravila Klara Tekavec. In ta plaketa ji bo tudi v naslednjih dneh izročena. Hvala Klari. Tudi za kavo in piškote na današnjem druženju po bogoslužju je poskrbela Jožica, hči Tončke Ivaneš, za kar se prav lepo zahvaljujemo. Ja, današnjo obvestilo so v znamenju starejših. Naša pomoč prihaja od Boga, ki je ustvaril nebo in zemljo. Danes je prva adventna nedelja in današnje biblično vodilo je iz knjige Zaharija 9.9, kjer pravi: Silno se raduj, hči Sionska, vzklikaj, hči Jeruzalemska. Glej, tvoj kralj prihaja, pravičen je in zmagovit, krotak je in jezdi na osličku, na žrebetu oslice. Te besede govorijo o odrešeniku Jezusu Kristusu, ki je prišel na svet, da nas reši. O tem prihodu Božjega Sina, ki je zavedno spremenil tok zgodovine, razvoj človeštva in na nek način življenje vsakega slehernega zemljana, govori tudi Psalm 24, kjer pravi: Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je to kralj slave? Gospod Bog, silen junak, Gospod Bog, junak v boju. Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je ta kralj slave? Gospod Bog nad vojskami, on je kralj slave. Amen. V nadaljevanju sledi molitev za Božji blagoslov. Bog ljubezni, tvoj sin je največje darilo za nas, je želja vsakega naroda, veselje vsakega hrepenečega srca. Pomagaj nam dojeti, da lahko odrešenika najdemo na najbolj neverjetnih mestih, kot nebogljenega otroka v hlevu in kot Gospoda nad gospodi v praznem grobu. V tem svetnem času veselja, ko pričakujemo slavni prihod tvojega Sina Jezusa Kristusa,
Nas prebudi zaspanosti in zanemarjanja ljubezni do tebe, da bomo pripravljeni in čuječi. Oprosti nam, ker nas na poti v večnost zamotijo kratkotrajne ponudbe sveta. Ohranjaj naše srce v svežem pričakovanju, v gorečnosti in nas druži v edinosti cerkve. Amen. Amen, brati in sestre, lahko sedete. Pesem, ki smo jo ravno kar peli, govori o vodi. In vodo potrebujemo vsa živa bitja. Življenje brez vode si ne moremo predstavljati. In malo sem pobrskala po spletu in prebrala osupljive podatke. Statistika pravi, da v povprečju posameznik porabi do 130 litrov vode na dan. Od tega 2 litra za pitje, nekateri več, nekateri manj, ostalo pa za kuhanje, pranje, osebno higieno. In če bi upoštevali samo vodo, ki jo popijemo v svojem življenju, bi v 75 letih življenja to pomenilo 60 000 litrov vode.
Predstavljamo si, da vse to popijemo naenkrat. To je nemogoče, kajti lahko bi se zadušili, utopili, kajti naše telo ne premore toliko vode naenkrat. Potrebujemo pa svežo vodo v majhnih količinah vsak dan. In ravno tako je v krščanstvu. Bog ima za nas neusahljiv izvir vedno čiste, sveže vode, od koder nam tečejo reke blagoslova, če si to želimo. Ne moremo živeti od starih blagoslovov, ampak potrebujemo vsak dan svežo, novo vodo, svež, nov blagoslov. In kar je najlepše, je to, da Božji izvir nikoli ne presahne. In tudi danes ima za nas Bog pripravljeno svežo vodo, ki bo napolnila našega duha. In v nadaljevanju bomo zato peli in slavili našega Gospoda, kajti imamo mnogo vzrokov, da mu rečemo hvala. Kajti v Psalmu 96 pravi takole: pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu vsa zemlja. In tukaj smo tudi mi, za nas je Jezus trpel in mi smo lahko največ hvaležni in mi lahko največ pojemo in stanimo in slavimo našega Gospoda s pesmijo Poj Gospodu novo pesem. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Bog velik je, ter hvale vreden vse. Velik je, ter hvale vreden vse. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Bog velik je, ter hvale vreden vse. Velik je, ter hvale vreden vse. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Bog velik je, ter hvale vreden vse. Velik je, ter hvale vreden vse. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Bog velik je, ter hvale vreden vse. Velik je, ter hvale vreden vse. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Danes se bomo ponovno spominjali in tudi obhajali Jezusovo daritev na križu, ko je namesto nas šel na križ. Nas je vzel vse moje prestopke, zato da lahko danes živim svobodno. In v Izaiji 53 pravi takole: on pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo. In ko bomo peli naslednjo pesem, naj bo to iz celega srca, s hvaležnostjo, kajti namesto mene je trpel Jezus.
Dragi brati in sestre, lahko sedete. Ko je bil Jezus sam v vrtu Gecemani, je v strahu, ki ga je navdajal, rekel Bogu: Oče, če mogoče je, naj gre ta kelih mimo mene, a ne moja, ampak tvoja volja se naj zgodi. In ko bomo peli to pesem, slovilna skupina, kdor zna, lahko poje z nami, vendar razmišljajmo o tem, kaj je Bog storil za nas. Pripravimo naša srca, ko bomo potem zaužili od kruha in od vina, ko bomo bili skupaj deležni tega, kar nam je Bog naredil, tega spomina. In brate in sestre, vsak sebe naj vpraša in naj pripravi svoje srce. In pesem pravi: Oče, če mogoče je.
Spoštovana Božja cerkev, bratje in sestre, miza je intimno mesto. Ko sedimo za mizo, smo družina, prijatelji, znanci, občestvo. Ko sedimo za mizo, smo osebe. Ko rečemo, vzemi si še, naj ti postrežem še en krožnik, naj ti natočim še en kozarec, ne bodi sramežljiv, uživaj, rečemo več, kot to izražajo besede. S tem vabimo, da sedeči za mizo postanejo del našega življenja. Želimo, da ista hrana, ki neguje njih in nas, neguje njih in nas skupaj za mizo. To je povabilo k domačnosti. Če ne prisedem, ko gostitelj ponuja, je zavrnitev ljubezni. Miza je prostor, kjer želimo drug drugemu postati hrana. Vsak zajtrk, vsako kosilo, vsaka večerja je krepitev medsebojnega občestva. Včasih je bila miza središče doma. Zato je evangelist zapisal, ko je prišla ura, je Jezus sedel k mizi in apostoli z njim in rekel jim je: srčno sem želel jesti z vami to pashalno večerjo, preden bom trpel. In vzel je kelih, se zahvalil in rekel: vzemite to in si razdelite med seboj. In danes Jezus vabi k mizi Gospodove večerje tudi nas. Zato prisedimo z vero in s kesanjem v edinosti duha. Vabim k molitvi Oče naš, to je molitev vseh molitev in molitev cerkve. Bomo vstali. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Sestre in bratje, kesajmo se in priznajmo svoje grehe. Gospod, pred tabo ni nobene skrivnosti. Zato te prosimo, očisti misli našega srca in motive in interese, da k tvoji mizi pristopimo dostojno, pošteno in zapustimo svoje zablode in grehe. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi svojo milostjo. Kristus, usmili se. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in vino po svojem svetem duhu, da kruha in vina ne bomo deležni le z usti, ampak po duhu v veri, da bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je sam Jezus Kristus, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Sestre in bratje, vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
Brate in sestre, ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. Ker smo eno v Jezusu Kristusu, lahko skupno vzamemo. Naše prazne kozarčke bomo odložili v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi, svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči, najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo lahko oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni
na večnost s tabo. Amen. Dragi brati in sestre, na križu je bila dobljena zmaga in s pesmijo O čudovita zmaga bomo pobrali kolekto in se bližali Božji besedi.
Izvolite sesti, smo pri Božji besedi iz Evangelija po Luku 12. poglavje od 42. do 46. vrstice. Evangelij po Luku 12. poglavje od 42. do 46. vrstice. Takole je zapisal evangelist Luka, 12. poglavje od 42. do 46. vrstice. Gospod je dejal: Kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad svojo služinčad, da ji odmeri hrano ob pravem času? Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob prihodu našel, da tako dela. Resnično povem vam, čez vse svoje premoženje ga bo postavil. Če pa ta služabnik reče v svojem srcu, moj gospodar zamuja s svojim prihodom, in začne pretepati hlapce in dekle, pojedati, popivati in se upijanjati, bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve. Presekal ga bo na dvoje in mu dal delež z neverniki. Hvala Bogu za njegovo sveto, večno in resnično besedo. Amen. Živimo v informacijski družbi. Celo nasičeni dobi z informacijami, a kljub temu smo premalo informirani. Predvsem zaradi dezinformacij. Ljudje raje poslušamo dezinformacije kot informacije. Znanje smo izgubili v informacijah, o modrosti pa se sprašujemo le posamezniki. Ujeti smo v labirint življenja, sprašujemo se o smislu življenja. Ljudje smo edini, ki se sprašujemo o smislu. Živali se ne sprašujejo na tak način o smislu. Ko iz sveta, ki človeku ni prijazen, vstopimo skozi vrata cerkve, moramo v cerkvi najti razumevanje, spoštovanje, tolažbo, upanje, pomoč, bližino Božje ljubezni in predvsem mir. Kajti kdor prinaša mir, prihaja z Bogom. Kjer ni miru, tam ni Boga. Cerkev je poklicana ljudi nagovoriti z veselim evangelijem in jim služiti kot najboljša gostiteljica. Tudi ena mama je želela, da bi njeni otroci prišli na bogoslužje. Gospa Smart, bila je zelo pametna. Med bogoslužjem je iz torbice padel televizijski daljinski upravljalnik. Pa je zaropotalo, pa je pastor šel do nje, pa je rekel, kaj pa imate to v torbici? In je rekla, nič, vzela sem sabo. Kajti tako sem kaznovala otroke, ki so ostali doma, da ne bodo mogli gledati televizije. Torej, mi smo prišli v Božjo hišo, kljub temu, da lahko bi spremljali z enotedenskim zamikom to bogoslužje tudi od doma, na YouTube kanalu. Vendar, ker vemo, kaj pomeni občestvo, skupnost, da je to pravzaprav cerkev. Še več, cerkev je kot terenska bolnišnica, po bitkah krutega življenja. Mora celiti rane in ogreti od greha in krivde zlomljeno srce. Kajti greh je odtujenost od Boga, od podlage naše biti, našega bivanja. Zato v svetu brezup, brezciljnost, nesmisel bivanja. Zato smo osredotočeni nase v neodnos in izolacijo. Zato smo zemljani tako nesrečni. Zato potrebujemo terensko bolnišnico, kot na bojiščih.
cerkev. Naša cerkev se to trudi biti. Imamo velike načrte, kakršnih še ni bilo v dobrobit cerkve in družbe. V naslednjih dneh, tednih, mesecih, letih imamo načrt narediti preboj z evangelijem, super programi. Torej pred nami so čudoviti novi dnevi, tako kot vzklika prerok Izaija. Tako kot nam kdo pravi, naj verujemo v Boga in naj se spreobrnemo, ljudje takoj pomislimo, želim, hočem, ampak ne gre. Tiho si ponavljam, verujem, a se nič ne zgodi. Ste kdaj to že doživeli? Čeprav razumem, da je Jezus umrl na križu, da bi me rešil. Kaj torej manjka? Kaj naj še verujem? Kako naj verujem? Tudi o tem je treba iskreno govoriti in cerkev govori iskreno tudi o tem, kajti krščanstvo se sooča z največjim izzivom doslej, z brezbrižno, brezbožno družbo. Brezbrižno, apatično, brezbožno družbo. Ali je krščansko prepričanje resnično ali je le domišljija? Ali bi zanj trpeli? Ali bi zanj dali ceno svojega življenja? Ali je resnično vsaj toliko, kot je resničen Shakespearejev Hamlet? Ali bi umrli tudi za svojo interpretacijo Hamleta? Sveto pismo je polno ljudi, ki so se soočali s takšnimi dilemami, zato tej knjigi verjamem. K temu pripomore tudi advent. Danes spet na novomeški televiziji bogoslužje oziroma krajša pridiga misel iz naše cerkve. Na prvo adventno nedeljo. Beseda advent izvira iz latinske besede in pomeni prihod. Advent je kot prijeten zvok, ki se bliža iz daljave. Je kot čakanje ljubljene osebe na letališču. Je kot trenutek, ko čakamo, da bo sonce ušlo izza gora. To pomeni nekaj čudovitega. Ste že kdaj doživeli to izkušnjo, ta čustva, pričakovanja? Advent je duhovna budnica. Za ljudi 21. stoletja je postalo čakanje boleče, ker smo izgubili potrpežljivost. Izgubili smo pozornost. Vsakih nekaj sekund mora slediti sprememba. Kajti ne moremo zadovoljiti našega požrešnega srca in otopele vesti. Ustvarili smo potrošniško družbo izdelkov za enkratno uporabo. Tako tudi zelo onesnažujemo svet in okolje. Živimo v družbi, ki izdeluje izdelke, potrošniška družba izdelkov za enkratno uporabo. Težko počakamo 10 sekund, da se spletna stran naloži. Neučakani smo, nestrpni smo. Toda Božje delovanje in Božji način je čakanje. Vsako čakanje je vidni znak pripravljenosti, zaupanja, budnosti. Čakanje nas oblikuje. In paziti moramo, da med čakanjem ne postanemo pasivni, neaktivni, zagrenjeni. Kajti čakanje ne sme postati izgovor, da bi bili nedelavni. Nekega dne je Frančišek Asiški, svetnik narave, okopaval svoj vrt, prijatelj filozof ga je vprašal, kaj bi naredil, če bi izvedel, da bo umrl. Preden zaide sonce, Frančišek mu je takoj odgovoril, dokončal bi to, kar počnem zdaj, zato bi nadaljeval z okopavanjem vrta. Podobno je rekel tudi dr. Martin Luther. Če bi vedel, da je danes zadnji dan mojega življenja, bi posadil jablano. Torej advent, pričakovanje. Pričakujemo. Kaj pričakujemo? Kristijani ne čakamo v prazno, ker naše upanje ni prazno, ni nesmiselno. Izaija, veliki prerok adventnega časa, je oznanil veselo novico. Tisti pa, ki čakajo na Gospoda, obnavljajo svojo moč,
Vzdigujejo trup, kakor orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo. Zakaj torej bi zgubljali čas s pritoževanjem, ko je vendar pred nami odrešitev? In to pomeni advent. Ne samo kot običajno mislimo, da pričakujemo zdaj Božič, ampak pričakujemo več kot to. Kajti Božič se je že zgodil. Pričakujemo slavni prihod Gospoda Jezusa Kristusa, ki prihaja stalno k nam, tudi zdaj je med nami. Advent je čas Božje bližine, je čas naše čuječnosti. Narobe je, ko rečemo, da moramo biti v tem času popolni, kajti nihče ni popoln. Moramo biti pripravljeni. Moramo biti pripravljeni. Popolni ne bomo nikoli. Vedno smo izdelek Božje milosti in v nebesih bomo v izložbi ne mi, ampak to, kar Božja milost naredi iz nas. Ne dovolimo, da nas predbožična naglica, ta hitrica, vrže in da nas ta hiter tempo potrošniške družbe spravi v tesnobo in stres, kot če eno izčrpano žrtev, kot pravim, sedanjega časa. Bog se nam približuje tako, da se ne vsiljuje. On stoji pred vrati srca in trka in čaka. Če kdo odpre, vstopi. Kljuka pa je na notranji strani, ne na zunanji. Ni tisti, ki vlamlja, ampak trka, vabi, kliče. Kljuka je na moji strani. Jaz moram odpreti in dati dobrodošlico Božjemu sinu. In potem pravi Jezus, potem prisedem. Govorili smo o mizi. Prisedem in večerjal bom z njim. To pomeni, imel bom odnos, občestvo, skupnost z njim. Ali smo pripravljeni? Advent ni klic ali poziv, kot sem rekel, naj smo popolni, ampak naj smo pripravljeni. Večkrat zna kdo koga travmatizirati, frustrirati, ko pravi, moraš biti popoln. Do katere mere, kje je konec te popolnosti? Ne, draga cerkev, ne gre za to, ampak gre za to, da smo pripravljeni. Kajti on prihaja po pripravljene. To je trenutek odločitve, ko moram razmisliti o bistvenem, o Bogu. O Bogu, o svojem bližnjem, o dobrih namerah, o prijateljstvu, o spoštovanju, o dialogu, o miru, o sožitju. Kajti družba je opita smrtonosnimi koktejli, je čustveno in duhovno nezrela. Smo odrasli, vendar smo čustveno in duhovno nezreli. Zato med ljubeznijo in nasiljem več ni razlike. Nekateri ljubezen vidijo v nasilju. Ni več razlike med nasiljem in ljubeznijo, kajti ljubezen je povsem drugačna. Na vsakem bogoslužju jo lahko izrazimo. Krščanska agape ljubezen pa toliko bolj, ker spoštuje. Namreč evangelij ima to najlepšo novico, da Bog človeka brezpogojno ljubi. Zbrala nas je Božja ljubezen. Brez Božje ljubezni ne bi bili tukaj. Gospa Thompson je bila učiteljica. To, kar je zapisala, me je zelo ganilo. V razred je dobila novinca, ime mu je bilo Teddy. Teddy se je čudno obnašal. Bil je zadržan, plah, povlečen. Potem je pogledala v njegovo kartoteko, v šolsko dokumentacijo. Prejšnja učiteljica je zapisala bister, razigran, vesel, veder, zgovoren, natančen, vztrajen, redoljuben.
Na to je pisalo: umrla mu je mama. Umrla mu je mama. Sledila je sprememba okolja, prešolanje, drug kraj, druga šola, drugi ljudje, druga družina. Ostal je brez prijateljev. Ker je bil reven, so se mu v novi šoli posmehovali. Včasih je med poukom zaspal. Bližali so se adventno-božični prazniki. Otroci so prinesli učiteljici razkošna, draga, lesketajoča se darila, zavita v lep papir. Tudi on je prinesel darilo, vendar njegovo darilo je bilo zavito v časopisni papir. Učiteljica je darilo odprla. V darilu je bila zapestnica, na kateri je manjkalo nekaj okrasnih kamenčkov, torej znošena. Na pol prazna parfumska steklenička je bila priložena. Porabljena, načeta, rabljena. Sošolci so se iz njegovega darila norčevali. Toda učiteljica, nova učiteljica je bila zelo modra. Snela je svojo lepo zapestnico in si dala na roko njegovo, to, ki jo je on prinesel. Potem se je nadišavila z njegovim parfumom, s tem načetim, ki ga je on prinesel. Ko je bilo pouka konec, je Teddy prišel k njej in ji prišepnil: gospa Thompson, danes dišite tako, kot je dišala moja mama. In tudi vaša roka je takšna, kot njena. Pobožala ga je. Ko je Teddy odšel, se je učiteljica zjokala. Od takrat se je Teddy spremenil. Spremenila ga je ljubezen. Spremenila ga je ljubezen. Drage sestre, dragi bratje, vem, da se nam oči narosijo, nič narobe, kajti Sveti Duh je med nami. In kjer je Sveti Duh, tam je mir. Tam je zaščita. Kličimo Jezusovo ime. Jezus, potrebujemo te. Potrebujemo tvojo zaščito, potrebujemo tvoj mir. Potrebujemo tvojo varstvo. Potrebujemo tvojo ljubezen, ki je edina zdravi in celi. Pobožaj naše utrujene duše s svojo milostjo. Hvala ti, ker si ti prevzel vodstvo tega bogoslužja, Sveti Duh. Hvala ti, ker ti lahko zaupamo. Hvala ti, Gospod Jezus, za vsako besedo tolažbe. Teddy se je spremenil. Spet je postal izvrsten učenec. Rad je hodil v šolo, učil se je in šolo je končal z odliko. Zgodba resnična pravi, na to je šel študirati in z učiteljico se je ves čas dopisoval. Po vsakem letniku je napisal: gospa Thompson, vi ste moja najboljša učiteljica. Nekega dne je učiteljica dobila pošto. Podpisan je bil doktor Teddy. Končal je študij. Povabil jo je na svojo poroko. V cerkvi ga je do oltarja namesto mame vodila ona. Teddyja je spremenila učiteljičina ljubezen. Koliko bolj nas spreminja Božja ljubezen. Zato nujno potrebujemo Boga. Zato nujno potrebujemo cerkev. Advent nas spodbuja k pripravljenosti. Običajno mislimo, da nas Advent pripravlja na Božič, v resnici pa nas pripravlja na drugi Jezusov prihod. Seveda nas tudi usmerja k prvemu Božiču, ampak predvsem k temu, ali smo pripravljeni na drugi Jezusov prihod. Ne sprašuje nas, ali smo pripravljeni na srečanje z malim Jezusom v jaslih, ampak ali smo pripravljeni na srečanje s poveličanim Gospodom slave, ki prihaja na oblakih. Ni odločilno, koliko vere imam. Odločilno je, v koga verujem, komu zaupam.
Ni odločilno, v kateri cerkvi sem in koliko ljudi sem pripeljal k Kristusu. Ni odločilno, koliko pravoveren sem in koliko poznam Sveto pismo. Ni odločilno, koliko časa sem kristjan. Vseeno lahko končam v pogubi. Zato je Jezus to potrdil v nadaljevanju tega, kar smo prebrali. Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, a ničesar ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. Kaj pa je očetova volja? Očetova volja je, da se ljubimo in da oznanjamo Kristusov evangelij, torej da se ves svet reši. Tisti pa, ki je ne spozna, nadaljuje Jezus, in stori kaj takega, kar si zasluži udarce, bo malo tepen, a od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo. In komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali. Gospodarjeva volja, očetova volja je ljubezen. Bolj ko poznam očetovo voljo, bolj sem odgovoren, da jo izpolnjujem. Kajti pri Bogu velja načelo: komur je veliko dano, se bo od njega tudi veliko zahtevalo. Pred Bogom smo odgovorni vsi, vsak na svoj način. Božje plačilo pa je pravično. Božje plačilo pa je pravično. Kajti na začetku Svetega pisma oziroma pisma Rimljanom je zapisano, da ima vsak človek dovolj znanja o Bogu, da Boga spozna in da živi odgovorno. Koliko več odgovornosti imam, če slišim Kristusov evangelij, glede na tiste, ki te možnosti nimajo in tega ne slišijo. Torej, plačilo je sorazmerno s tem, koliko tega vedenja imam. Moj gospodar zamuja svojim prihodom, smo prebrali, je pomislil ta služabnik. Služabnikovo nespametno obnašanje spominja na stil nespametnega bogataša v Svetem pismu, ki je rekel: počivaj, jej, pi in bodi vesel. Večina ljudi živi le za sedanji trenutek. Le za sedanji trenutek. Toda greh me odpelje dlje, kot sem pripravljen iti. Me zadrži dlje časa, kot sem nameraval ostati. Me stane več, kot sem sprva pripravljen plačati. Tako lahkomiselni in samovšečni služabnik je namesto bedečnosti, torej namesto adventa, zapadel v malodušje. Jezus nadaljuje v zgodbi, kot smo brali, postal je tak pohoten, da je začel popivati. Torej, popivanje, ki je tukaj omenjeno, je metafora, je simbolika. To ne pomeni, da bi sklepali, da je zato narobe spiti, pa tudi če kak kozarček dolenjskega cvička. Ampak on se je opil z napuhom, nadutostjo, ošabnostjo in začel se je obnašati kot norec, ker je izgubil razsodnost. Ko pa človek izgubi razsodnost, pa ne ve, kaj počne, in današnje človeštvo izgublja razsodnost, smo opiti z marsičem, še najmanj alkoholizirani. Seveda, to ni dobro, vendar druge oblike opitosti so dosti hujše. Pozabil je na gospodarjev prihod. Torej, nekateri zapadejo pa spet v drugo skrajnost, določajo datume gospodovega prihoda in konec sveta in preračunavajo na veliko, kdaj se bo to zgodilo. Pa ne samo to, ta služabnik pravi, je v tej opitosti začel pretepati hlapce in dekle, torej celo ženske. Celo ženske je začel pretepati, ker so omenjene tudi dekle. Zlorabil je torej svoj položaj. Ni bil nezvest, ni bil le nezvest, ampak tudi nesramen, zloben,
hudoben, kar to pretepanje opisuje. In Jezusovo evangelije je nadvse aktualen. Preprosta prilika je opis človeške propadajoče družbe, te dekadence, sredi katere se je znašla civilizacija. Pretepanje drugih izraža strogost do drugih, ne pa do sebe. Hudo je, če nisem samokritičen. Zelo hudo je, če nisem samokritičen. Hudo je to popivanje, o katerem tu slikovito govori, kaj ti postal je vinjen, moral pa bi ostati buden. Zato advent govori o budnosti, o čuječnosti. Opitost je nasprotje budnosti, je nasprotje čuječnosti. O tem govori ta prilika. Torej ni bil več osredotočen na gospodarjevo vrnitev. In to mora biti moj fokus. Kristus prihaja. Zanemaril je svoje dolžnosti. Namesto, da bi skrbel za gospodarjevo, je skrbel zase. Moral bi služiti, pa ni služil. In to je ta izraz sebičnosti, tega egoizma, v katerem smo se spet znašli, v tem krču. Namesto, da bi pazil na druge, je druge trpinčil. Nezvesti služabnik je začel živeti zase. Zanemaril je odgovornost. Zapadel je lastnemu udobju. Zaužil je zaloge, ki so bile namenjene drugim. To pomeni, ni imel čuta do drugih, do bližnjih. Ni imel torej nobene odgovornosti. Danes tudi odgovornosti ni več, tako rekoč. Kajti mnogi odlašajo študijem, mnogi odlašajo s poroko. Včasih opravičeno, včasih neopravičeno. Torej, nisem tu zato, da bi sodil. Ampak se izogibamo državljanskim dolžnostim, se izogibamo in čakamo, da bi postali kristijani. Prelagamo na jutrišnji dan, se obotavljamo, odlašamo. Torej, zakaj to počnemo? Ker zgubljamo ta čut odgovornosti, hočemo samo pravice, ne pa tudi dolžnosti. Vedno gre eno z drugim, pravice in dolžnosti. Ta služabnik je pozabil na gospodarja, to pomeni na Boga, a se je hudo uštel. Pozabil je, da ima gospodarja. Gospodar je prišel na dan, pravi Jezus, ko ni pričakoval, in ob uri, za katero ni vedel. Zato potem Jezus uporabi to hiperbolo, to pretiravanje, ta drastičen govor, da nas šokira. Pravi, presekal ga je na dvoje in mu dal delež z neverniki. Torej, poznal je gospodarja, pa v bistvu ni poznal gospodarja. In to govori o tem, kako moramo biti pripravljeni. Danes govoriti o kazni je žaljivo. Danes govoriti v cerkvi o pogubi, večni pogubi je žaljivo. Tega skoraj da naša fina ušesa ne želijo slišati. Ker oznanjamo samo nežnega Boga ljubezni, ne oznanjamo pa, da je Bog tudi pravični sodnik. Torej eno in drugo. Bog je ljubezen, vendar je tudi pravični sodnik. In to, da je pač gospodar tako ravnal, ta razkosanost govori o ločitvi od Boga. Izvirnik to zelo naglasi. Torej, današnja družba, ki je brez Boga, je razkosana, kot bi jo rezali. Človek pa je razčlovečen. Kako grozno. Božja obljuba pa pravi, da Kristus prihaja, čeprav se nam zdi, da zamuja. Poglejte, kaj pravi Habakuk v Stari zavezi. Kaj ti še je videnje za določen čas. Bliža se svoji izpolnitvi in ne vara. Če odlaša, ga le čakaj. Kaj ti zagotovo pride, ne bo zamudilo. Zagotovo pride, ne bo zamudilo. Moram biti čuječ, moram gledati znamenja časa. V času, ko je bil telegraf najhitrejše komunikacijsko sredstvo,
telegraf. Danes skoraj da o telegrafu več ne govorimo, včasih pa je bila to revolucija. Torej v času, ko je bil telegraf najhitrejše komunikacijsko sredstvo, se je neki mladenič prijavil na oglas za delo telegrafskega operaterja. Vstopil je v velik hrupen prostor, v ozadju pa je klopotal telegraf. Receptorka je čakajoče prosilce za službo pozvala, naj izpolnjujejo ustrezne obrazce. Bilo je 7 prosilcev. Čez nekaj minut je en prosilec prečkal prostor, kjer so sedeli, in brez poziva vstopil v pisarno. Ostali kandidati, prosilci za službo, so se čudili, kaj počne. Godrnjali so, da je nevljuden. Hkrati pa so bili zadovoljni, da bo en kandidat manj in bodo v prednosti glede službe. Toda bili so presenečeni, ko so zagledali predrznega prosilca v spremstvu kadrovnika. Kajti kadrovnik se je s tem predrznim prosilcem vrnil, prišel na ta hodnik in rekel: Gospodje, hvala lepa za vaš prihod, vendar delo je dobil ta mladenič. Pritoževali so se, da to ni pošteno, ugovarjali so, da je on prišel zadnji, a kadrovnik je odgovoril povsem nekaj drugega. Kadrovnik je rekel: ves čas, ko ste sedeli tukaj in čakali, je telegraf oddajal sporočilo v Morsejevi abecedi. Če razumete sporočilo, vstopite v pisarno in služba bo vaša. Nihče od vas ni vstopil, samo ta mladenič je bil pripravljen, je sporočilo razumel, to tudi storil, zato je služba njegova. Tako nekako je tudi, ko poslušamo v cerkvi, doma, kjerkoli beremo o tem, kar se dogaja v svetu, ko Jezus pravi o znamenjih časa. Torej, kdor sliši, kdor to razume, bo vstopil in imel večerjo, o čemer smo govorili, z Gospodom Jezusom Kristusom, ker on prihaja. Jezus pravi, da moramo na tak način spremljati dogodke okoli nas, čakati v pričakovanju. Moramo biti trezni, to pomeni advent, ne pa utrujeni od čakanja. Nekateri glede Jezusove vrnitve postajamo cinični. Češ, o tem se govori že 2000 let, pa se ni še nič zgodilo. Bodimo preudarni, modri. In takšno razmišljanje, ki ga je Jezus tu zapisal oziroma povedal, je zelo pomenljivo. Moj gospodar zamuja svojim prihodom. Kaj pa pravi Jezus? Sin človekov pride ob uri, ko ne pričakujemo. Torej, cerkveni koledar adventa nas spominja vsako leto na to, ali smo pripravljeni. Pa ne samo enkrat na leto. Pravzaprav se moram to spraševati vse življenje. Kajti izgubili smo občutek za sveto. Advent je zato, da naredim pregled svojega življenja, svojega odnosa z Bogom, bližnjim in s cerkvijo. Biti pripravljen pomeni živeti za Gospoda v ljubezni vsak dan. To, kar počnem zdaj in tukaj, to je pomembno za vso večnost. Ali bi se naše življenje spremenilo, če bi vedeli, da se Jezus Kristus vrača nocoj, o polnoči? Kako bi se odzvali? Advent ni samo priprava na Kristusov prihod, preteklosti, ampak prihod pravičnega kralja v prihodnosti. Zato mora moje srce biti pripravljeno zdaj. Če bi slišali, da Jezus prihaja čez 1 uro, bi nas grabila panika. Nekateri pravijo, komaj čakam, da Jezus pride. Vendar ne vem, ali se sprašujemo tudi o tem, ali sem pripravljen. Njegov drugi prihod je za nekatere dvomljiv, kot da je nekje zunaj, daleč, kot da se nas ne tiče. O tem ne razmišljamo pogosto.
Toda Kristusova vrnitev bi nas morala vznemirjati. Vsak trenutek. Sestre, bratje, Jezus prihaja. Prihaja na Božič kot Bog, utelešen v telesu novorojenega otroka, prihaja v slavi kot kralj na koncu vseh časov. Na tem bogoslužju je prišel k nam s kruhom in vinom pri Gospodovi večerji, zdaj pa prihaja k nam z Božjo besedo. Advent nas vabi, da iščemo znamenja Kristusovega prihoda. Znamenje pa je samo eno. Ljubezen. Pavel pravi, poleg tega poznate čas, v katerem smo, ura je že, da se zbudite iz spanja, zdaj je naša rešitev bliže, kakor takrat, ko smo vero sprejeli. Edino krščanstvo ima veselo oznanilo, kar evangelij tudi pomeni. Ne naredimo iz veselega oznanila resnobnega oznanila. Kajti v tistem času je bil evangelij veselo oznanilo to, zmagali smo v vojni. Rodil se je prestolonaslednik, rodil se je kralj. In to besedo smo tudi prenesli potem, kristijani, prvi, v Sveto pismo. Evangelij je velika vesela novica, da sem opravičen po milosti, da grem lahko v nebesa. In to veselje je več kot čustvo, kajti ni odvisno od zunanjih okoliščin. Kakor žalostni, pa vedno veseli, je zapisal apostol Pavel. Kakor žalostni, pa vedno veseli. Kakor ubogi, pa mnoge bogatimo. Kakor bi nič ne imeli, pa imamo vse. Odrešenje pomeni premagati zlo. Zato se veselimo v velikem veselju veselega evangelija. In zato naj bo naše srce pripravljeno. Vabim k molitvi. Nebeški Oče, molim, da bo moje življenje vdano, posvečeno in podrejeno Tebi. Le tako bom blagoslovljen, miren, potešen, vesel in zares srečen. Naj se to zgodi na Tvoj način, ne pa na moj način. Spodbudi moje srce k veseli poslušnosti Tebi. Naj bo moje nepopolno srce adventno srce, bedeče, čuječe, pripravljeno za dela ljubezni. V moči Jezusovega imena izrekam ukor svojemu uporništvu, ravnodušnosti, trdoglavosti. Prosim, naj bo moje življenje izpolnjeno z ljubeznijo do Tebe in bližnjih, da bo Tebi v slavo. Pridi, Gospod Jezus Kristus. Amen. Pesem pravi, kaj mu lahko dam, reven kot sem.
Bratje in sestre, draga Božja cerkev, bogoslužje je končano. Vabim k druženju in k Božjemu miru.